Pred sabo rišem si prelepe like, beseda motna, jih težko nariše. Oblike čudne, le težko opiše. Iz dragih kamnov delam mozaike. Morda je le vprašanje tega časa, kot drugi breg mi orjejo minute, kot dar ljudem so v svet bile posute, da izgubijo vse v molitvi glasa. Zato ne bom si prosil odpuščanja, le sanjal plahe sreče bom dobrota, očiščena ne kaže ti slepote. Mogoče
Kdaj želel si bom kesanja, objem rumene, sončne, si lepote, počakam, da vzdrhte nebeške note. Na nebu riše se odsev koraka, skrivnostni tam nas vsak trenutek čaka. Vsak tak trenutek nam deli smehljale, v spomin se vsakemu kar v prostor daje. Skrivnostni čas previdno se odteka, preteklost v veter je odšla kot reka. Nariše jezik najti iz davnine, nebo je molk kot tih šepet sivine. Življenje je tok časa. Pozabimo pričakovanja včerajšnjih dni in spustimo k sebi žarke sonca jutrišnjega dne, da nam pričarajo svojo podobo, saj nihče ne more naprej vedeti, kaj nam pokažejo. Človek je z odprtimi očmi pritegnjen v čar sposobnosti in prepoznavanja. Kdaj kaj človek izgubi in kdaj dobi. Ta čar se pred našimi očmi z besedami trpljenja poraja kot rojstvo in je pri vsakem izmerljiv z občutki. Če nič drugega, sem se na svojem na novo posejanem vrtu naučil, da nikdar ničesar ne pričakujem, čeprav mi je življenje marsikaj prineslo na srebrnem pladnju in tudi nekaj lepega odneslo kot veter. Življenje je le zahtevalo svojo ceno, da sem ga spoznal samo delno. Ta duh pekla in jaz še z njim sem blazen. Nad mano vroč, nesrečni čas v noč bedi. Krilati ptic za vratom sedi, počutim se v sebi popolno prazen. Katera sila težko dala mi je kazen, ki razboljeno dušo tre, da ta ihti. Zdaj srce v nov dan odkri, glasno kriči, glas, ki le znotraj v meni je opazen. Razsvetljen, spodrinu je prikazan, obrisal, kar z robcem je solzne oči, dobrote, volje in modrosti uči. Takrat šla srečo svojo sva narazen. Srce me kljuje še, se še kali, srca trpljenja, čudne so poti.
Sem truden vstal od sanskega obeda, v prstih mi duh umrlih misli tlači. Ni več sledu po rožnati pogački, obraz prekriva pajčevina bleda. Sočutno duša zvesta me tolaži, da ne bi grenka žalost me izdala, mi vsak grenak na smeh na lici dala, da beg v očeh me solza ne vlaži. Za manj bežim iz strastnega objema, ki še v meni draži davno britko sled, me ne pusti svojega prijema. Bežim nazaj v svoje večne lice, bolečini hladni razodet in bled, odprle svet mi bodo perutnice. V dneh, ko sem se spraševal, ali je v meni sploh še kakšna iskra, ki bi prižigala ogenj življenja, je globoko v meni nekaj odpravilo tiste strahove, ki so najbolj ovirali mojo srečo. Prav soočenje z resnico smrti, ki hrepeneče drhti v noro čudnem koprnenju, me je očistilo strahu. Kako bom živel kot nepokreten, nekoristen človek, ki ga je življenje povozilo? Od takrat naprej se nisem več počutil nekoristnega. Le sporočilo je prišlo kot pozdrav in povabilo, da je stopilo poletje v moj dom, ki nosi v sebi vse in se ne ozira na žalovanja. Pravzaprav bi človek rad mnogim ljudem naših dni želel ravno to. Vendar bo strah s svojimi sencami še vedno prihajal, da bi nas zajel in zvezal. Naša naloga je, da igramo naprej na svoje inštrumente zaupanja in storimo vse, da se mu izmuznem tam, kjer smo se pobrali in našli svoj smisel življenja. V istih stvarih, ki smo jih poznali, in v novih, katere nam je pokazalo življenje. Moja zavestna priprava na prenašanje vseh strahov v življenju me je privedla na pot, kjer lahko hodim tudi z njimi po svetu, ne da bi čutil njihovo navzočnost. Tam, kjer je izbrisana sleherna krivda in uslišana vsako kesanje. Dan je postal star in pognale so korenine. Vzel sem svoje dni, da bi jih obdržal in popeljal v pravo smer, med ljudi, v svet, v druga mesta in vse smeri kot neskončni vodnjak veselja na tem širnim svetom. In tako preprosto, kot spanec prinese sanje, je veselje neslišno zalilo tudi moj dom. Razprl bom svetu moje zvite bude, kot odpira skrivnosti se jasnina, a pramen sonca moja bo bližina, naročja polna bodo zlate lude. Opijam se v dobrotah srčne grude, od mrtvih ustala je živo davnina, iz sončnih niti stkana je tišina.
Življenje je le majhen del zamude. Ne morem sam si tiho reči nime, ker padanje v neznano je uganka. Beseda stiha, toži in podrine. Trenutek sreče hitro najde zanka, zato ljudem poklanjam svoje rime. Za kruti svet je vsak trpin neznanka. Ljubezen je svoboda in namen obstoja in obstanka. Na čas učinkuje kot povečevalno steklo, kot plima na čustva in kot oseka na sovraštvo. Niso le preseče roke, tudi prazna srca so močno potrebna človeške topline. Praznine se ne da uničiti, napolniti jo je treba z ljubeznijo. Človek je ustvarjen po podobi, ki je ljubezen, in zato najde svoje uresničenje v ljubezni, v dejanju. Prijateljstvo in ljubezen sta tisti dve zdravilni rožici, ki podaljšujeta življenje. Ljubezen, ta beseda ima posebno čaroben zvon. Zveni tako čudovito, da se gotovo za njo skriva še veliko čudovitih stvari. Pozabil sem pekoče, skrite rane, spet utiram si življenja v brano sled. Ne, sam tudi ne prepreči trdi led, poti zrahljale so mi žlahtne brane. So zmote z novim časom izravnane in z menoj na pot me spremlja sladka jed. V dan sem tav pobral tam že zavržen med. Spet, kot nekoč, so misli negovane. Oglej, kako bi rad, kar v njih utone. Ko na obali vse čeri razkolje, takrat, ko beli angel bo zazvonil, zaplaval bom v neskončno modro morje. Milostno, vsakemu bom čas poklonil, zasanjal spet, da gledam čez obzorje. Ko se nad reko rojeva dan in se po kamnih lovijo kaplje večnosti, čakam na pesem, ki jo poje reka, in se besede in voda zlivajo v eno. Tečejo po skalah kot tedaj, ko je začel teči čas. Pod skalami pa ostajajo neizgovorjene besede, tudi moje. Sreča je pač enkrat goreča plamenica, drugič brleča leščerba. Ljudje hodimo po svetu kot popotniki in iščemo čudeže, ki jih kasneje najdemo
čisto blizu sebe. Jaz sem se potrudil ta biser poiskati kar v sebi. Čutim, kako življenje teče skozi me in kako se vedno znova zgodi tisto, kar se mora zgoditi. Poglobil sem se vase, ker sem hotel živeti preudarno in se posvečati zgolj bistvenim stvarem v življenju. Videti, kaj mi lahko ponudi takšno življenje in ali se lahko česa naučim, da ne bi, ko bom umiral, spoznal, da nisem nikoli zares živel. Je rojen 21. junija 1959 v vasi pod Cerkev v Loški dolini. V Cerknici je končal osnovno šolo. Ko je obiskoval srednjo elektrotehnično šolo v Ljubljani, se je preselil v Komendo na Gorenjsko. Po končani srednji šoli se je zaposlil kot tehnolog v podjetju IMB Ljubljana. Medtem se je oženil in dobil dve hčerki, Urško in Nežo. Pri padcu s češnje si je leta 1986 poškodoval hrbtenico in ostal tetraplegik. Po poškodbi hrbtenice je izdal 3 pesniške zbirke. Pri Zvezi paraplegikov Slovenije od leta 1994 vodi kulturno dejavnost. Ob organiziranju likovnih tečajev je začel slikati tudi sam. Občasno je začel slikati leta 2000. Resneje se je za slikanje odločil leta 2003, ko je bil kot štipendist sprejet v Mednarodno združenje slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. Slikanje je sedaj postalo njegov način življenja. Živi in dela v Postojni. Do sedaj je imel 3 samostojne in 28 skupinskih razstav. Razgibana ustvarjalna pot Benjamina Žnidaršiča obsega mnoga področja izražanja. Gotovo pa sta mu v zadnjih 10 letih najbližji umetniški muzi, pesništva in slikarstva. Vse bolj prisoten in dejaven je tudi kot pobudnik in organizator različnih projektov, od likovnih razstav do številnih kulturnih in humanitarnih prireditev, ki potekajo tudi onkraj meja.
čeprav se je njegovo ljubiteljsko slikanje začelo polno uresničevati šele pred leti, je v tem razmeroma kratkem obdobju dosegal izjemno velik napredek. S svojimi deli je domačo in širšo kulturno javnost nepričakovano, prav prijetno presenetil. Avtorjeva ustvarjalnost je tematsko razgibana, pripovedno slikovita in usmerjena predvsem v tradicionalne krajinske motive, kot tudi v različna tihožitja in druge figuralne kompozicije. Tesna povezanost z rodnim notranjskim podeželjem, naravo Loške doline, Loške planote in Cerkniškega jezera, čemur je namenil veliko pozornosti, odseva v mnogo številnih akvarelih in oljih, kjer se razkriva kot dovzeten in zanimiv realist. Avtorja torej navdušuje narava s svojim nenehnim spreminjanjem, čemur sledi s tankočutnim posluhom in prizadevanjem, da bi z barvo in svetlobo prestregel dragoceni trenutek in zaustavil čas. Poteze Čopiča so lahko zelo drobne in mehke, ali pa krepkejše, izrazite in hitre. Barvne lestvice, ki sledijo slikarjenim razpoloženskim območjem, se gibljajo od umirjenih in pastelnih do živahnejših. S premišljenim plastenjem barv dosega prekinjeno plastičnost in globino. Na ta način postajajo površine in ploskve razslojene v vrsto barvnih raziskovanj, ki zaživijo v neštetih odtenkih in prav posebni atmosferi. Poleg krajinarstva pa se je Benjamin Žnidaršič posvetil tudi drugim tematikam oziroma motivom. Uspešno se je izkazal v slikanju človeškega telesa oziroma akta, kot tudi v številnih tihožitnih, pretežno cvetnih in drugih nekoliko neobičajnih kompozicijah. Nemalokrat realistično izhodišče zamenja ekspresivno ali celo abstraktno podajanje vsebine, kar velja tudi za nekatere domiselne likovne rešitve v znanih bibličnih prizorih. Slikarja v teh primerih bolj kot sama figuralna upodobitev zanima občutje, impresija, torej nekakšen breztelesni privid in vizija, kot tudi barva, ki jo doživlja v materialni in izrazni širini. Zato njegovega dela ni spoznala samo domača javnost, temveč tudi tujina. Nekatere slike zdaj lahko občuduje tudi po Evropi, v mestih in prestolnicah, kamor nikakor niso zašle po naključju, temveč po poti poslanstva in sporočila umetnosti. Umetnostna zgodovinarka Polona Škotič. Pred začetkom pravzaprav sva se pogovarjala, da se bova tikala, ker se poznava, da se ne bo kdo čudil, da se jaz imam kakšno posebno domačnost. Verjamem, da so te spraševali v zvezi z nesrečo, v zvezi kako se soočati s tem, še in še. Jaz bi se pa danes lotil nečesa drugega v svojih vprašanjih. Lotil bi se tistega, za kar mislim, da ostane za človekom, da je to tisto resnično, kar naredi. Tisti izdelki duhovne narave. Sej se gotovo ta izkušnja in vse, kar je s tem povezano, zrcali skozi vso to umetniško ustvarjanje. Bi pa na začetku nekaj prebral. Ko sem jemal v roke te pesniške zbirke, je nekaj zelo lepega bilo, že takoj, ko sem odprl, pa bi to dele takoj delil z vami. Pesmim za popotnico. Bilo je jasno in lepo nedeljsko jutro. Na nebu se je risal prekrasen dan, kot da bi nakazoval nekaj novega, kar prihaja z vetrom. V ta prekrasni dan sem se zagnal že zelo zgodaj, in to v naravo nabirati gobe, kot da bi jih hotel nabrati za svojo zadnjo večerjo. Poganjal sem se po strmem pobočju in že takrat mi korak ni najbolje služil. Večkrat sem po strmini padel, se zopet pobral in tako kar nekajkrat tisto jutro. Kasneje sem se tega pobiranja in padanja velikokrat spominjal, saj sem se v teh letih polnih padcev moral vedno znova pobrati.
in za iztekom jutra se je izteklo moje staro življenje. Lep dan je bil, kot ustvarjen za družinski izlet v naravo in za to priliko sem hotel nabrati češnje za otroke in domače. Ko sem jih nabral, sem jih z vrha podal na balkon v prvem nadstropju in se namenil nazaj na trdna tla. Med sestopanjem z drevesa se mi je pod nogami zlomila veja in omahnil sem nazaj. Nikoli prej še nisem gledal oblakov iz take perspektive. Bili so, kot da bi gledal ogledalo, v katerem so se kazali obrisi nove usode, novega življenja. Ko sem pristal na trdih tleh, kar je občutila glava, predvsem pa hrbtenica, se je v meni nekaj prelomilo. To novo življenje sem začel spoznavati z nekim čudnim občutkom, kot da vse skupaj pravzaprav ni res, da so le moreče sanje z novim jutrom izginjali. Kar naenkrat je glava izgubila obdas na telesu. Hudo sta se sprla, telo in glava. Ali bosta še govorila z drugim? Trudil sem se prepričati, da počas prej ali slej zacelil prepir. Prepir med njima sem občutil na vedno bolj krut način, v najrazličnejših oblikah, kar je pustilo na meni globoke brazde. Ker ni in ni hotelo biti tistega pravega služitja, sem se odločil živeti z njim in ga sprejeti takšnega, kot je. Odprlo se je kar samo od sebe. In vse se je začelo postavljati na svoje mesto. Po nekaj letni agoniji sem le našel samega sebe in spoznal, da sem koristen tudi drugim, predvsem pa sebi. Če sem koristen drugim, sem koristen tudi sebi. To prepričanje me vodi sedaj in me bo vodilo tudi naprej. Svoje življenje primerjam z vlakom, ki je hitel po svojih tirih in se pri veliki hitrosti prevrnil. Pri tem je utrpel veliko škodo in dolgo časa je trajalo, da so ga obnovili in zopet postavili na tire. Sedaj ta vlak pelje res počasneje, ampak pelje naprej. Tudi vlak mojega življenja se je za trenutek prevrnil in precej časa je trajalo, da se je obnovil in se tudi s pomočjo mojih prijateljev ukrili. To in življenje poprej je napisalo te pesmi. Darujem jih vsem tistim, ki so mi vsa ta leta zvesto stali ob strani in nikoli niso podvomili o meni. Na tak način si v obeh teh pesniških zbirkah iz leta 1995 spremil svoje pesmi in ko sem tole bral, so se mi zdele tako neposredne kot neki smerokazi srečevanj, ko je dr. Boris Petrnuk izdal pesem Upora. To so tak, ne vem, skoraj meter knjig. V teh knjigah so pisali ljudje, ki so bili nešolani, vsi ljudje so pisali. In v tistih najtežjih trenutkih, morda tik pred smrtjo, ali pa pred neko izkušnjo, ko niso vedeli, kaj se bo zgodilo z njim, so zapisali zadnje besede, verze, pesmi so pisali, tihotapili so jih skozi kruh, oziroma preklečarjev in tako naprej. In jaz bi pa vprašal, odkot ta nenaden pok v ustvarjanju, ta sila, ki te je potegnila v pisanje, te prve zbirke in pa seveda pisnejšega umetniškega ustvarjanja. Ja, moram reči, da si zelo lepo povedal, kot te prav odlomek se mi zdi, da si prebral, ker je bilo to tisto, kar je bilo na začetku, se mi zdi najbolj pomembno, da pravzaprav, da s tem kar nekaj napišem, da gre ven z mene in da je to pravzaprav ena tista terapija, ki me te moje invalidnosti nekako razbremeni. In se mi zdi, da je vse to moje pisanje, vse to moje umetniško ustvarjanje pravzaprav pomagalo, da sem z te svoje invalidnosti izrastel. Tako, kot si rekel, da so ljudje pisali v najtežjih trenutkih, je verjetno res, da so tudi pisali najboljše stvari. Zato, ker so jih pisali iz srca. In takrat se mi zdi, ko si ti neposreden, ko si preprost, ko si enostavno, takrat si dober. In mislim, da tudi umetnik bolj enostavno dela, bolj se pootroči, boljši umetnik je. Vsi umetniki, ki ustvarjajo, vejo to. To se pravi, da bi umetniki mogli biti otroci.
In se mi zdi, da se na nek način slečeš, ko pišeš, pa potrebuješ malo koraža. Mislim, da je v nas Slovencih mogoče premalo koraža. Sicer zelo dost pišemo. Pred nekaj dnevi sem zasledil podatek, da vsak dan izidejo 4 knjige. Če je to res, potem smo Slovenci res veliki pisatelji. Ampak mislim, da je to tisto bistvo, da zrafteš iz najtežjih situacij, takrat mislim, da se najde neko sredo. Vsak na začetku sem nekaj se čutil, je pa seveda bilo pomankanje v strokovnem znanju. Jaz nisem bil slavist, moj car Založnikova, ki mi je te knjige popravljala, da na začetku ni bilo, ki bo kaj, ampak seveda že to, da se človek potrudi, je pomembno. Vsi se trudimo na nek način, najhujše je to, da ne ustrajamo. In prav ta knjiga, ki je zdaj šla, govorica življenja, govori tudi o tej ustrajnosti, ki pa je najbolj pomembna v življenju. Mi se zelo hitro zaželimo, pa zelo hitro nekaj počnemo, potem pa nehamo. In seveda zaradi tega nismo uspešni. Vsi tisti, ki so uspešni, so ustrajni. In so tisti, ki smo tukaj in ki ste uspešni, veste, da ste mogli ustrajati. Tako pri svojem poklicu, kjer tvori ljudje. Jaz pa pač, zdaj, ker ne morem, kaj se jim skrampam, pa z lopato, pa z besedo. Ja, hvala lepa. Na tole, kar je bilo rečeno, slačenju, razgaljanju, pa če je bilo tole javno objavljeno, ta prva pesniška zbirka Ritm srca, zdi se mi zelo dragocena iz več razlogov, pa bi najprej malo tega razgaljanja tudi storil, če ti je prav, pa bi prebral 2 pesmi, pa bi potem navezal na to. Pesem Glava in telo. Glava bila je večkrat okajena in vesela, za kupco zlato hrepenela. Telo, če rado ali ne, moralo je slediti, se jarkom in pa luknjam na cesti izogniti. Se sprla sta med potjo. Ker glava rada bi se obrnila, da se malo z vinom še bi podkrepila, telo z vso silo se ji upre. In glavo, še preden ta dobro se zave, vrže v prvi grad. Ko telo bilo je z glavo v sožitju, skupaj sta se veselila, se vedno drugega pomnila. Sožitja glave in telesa zdaj ni več. Vsak gib telesa glavi je odveč. Telo se več ne spomni glave, zdaj nikdar več ne bo zabave. In še eno pesem ob tem bi prebral. Pesem se glasi Jaz in ti. Rad sem sam, motijo me ljudje, zaprt sem vase, tamarje, med ljudmi se mi ne gre. Tu v meni je sreča, Leon je z menoj. Ostani tu znotraj in ne zapuščaj me. Učim se ljubiti sebe, želim spoznati tebe. Tam sem jaz in tam si ti. Med nama so lepe kosti. Mislim, ko sem tole bral, me je tole zelo pretreslo in mislim, da se mi je dotaknila neka izkušnja. Neka izkušnja, ki je seveda samo tvoja in je nihče drug ni mogel doživeti. Ampak izkušnja, ki je dana malo ljudem. Mislim na izkušnjo telesa. Telesa in glave, recimo glave kot duha, kot nečesa nasprotnega v tej pesmi. Nečesa, kar se je v določenem trenutku ločilo. Ko imamo drugi občutek vse skozi, kako je to povezano in kako je to samoumevno. V drugi pesmi Jaz in ti je telo samo še ogrodje, samo še pripeto na kosti.
Medtem, ko se pa v človeku nekaj zgodi, pojavi se drugi. In takrat se začnete pogovarjati jaz in ti, se pravi ta drugi. Jaz sam mislim, da gre za neko izjemno izkušnjo, zato mi tudi verjetno pesem pretresla, ki je zaradi svoje redkosti, mislim, da posebej v današnjem času še toliko dragocenejša. Zakaj mislim ob današnjem času? V današnjem času se slavi kult telesa, lepega, zdravega, diktat, bombardirani smo s tem, kako moramo zgledati, kakšno je popolno telo. In na drugi strani tudi vse bolj razvijeno, če se raztoča osebnost in pa neke kvazi duhovne rasti. Zato bi v taki izjemni izkušnji bi jo imenovali tako izkušnja razlike. In se mi zdi tako dragocena, ker ravno mi nismo izkusili in se nam postavlja kot vprašaj, na nek način tudi nelagodje. Kaj pa mi? In zdaj pa vprašanje po tem dolgem uvodu. Kako si doživel in doživljal to izkušnjo iz glave in telesa do tega trenutka, ko si začel razmišljati o ti v sebi? Ja, ta prva pesem v glavi po telesu pravzaprav je bila prva pesem, ki sem jo pokazal tudi drugim pesnikom. In ne boš verjel, Igor Torkar je bral in bi jo fest popljuval. Ampak ne zaradi tega, zaradi strokovnega stališča. Je pa res, da to razmišljanje, kako je z glavo in s telesom, lahko sem moji kolegi povedal, ki so tle zdravan, Boris pa Željko, to je težko doživeti, to moraš občutiti. To je taka specifična stvar, ker ne čutiš telesa, koliko je treba. Se nekaj čutiš, nekaj se nekaj v nekaj oblakih, nekaj je, ampak ni. In vse tisto, kar je za zdrave lahko, je za nas težko, tisto, kar je pa za vas, lahko je pa mislim, njih obratno. Skratka, najtežje za nas so tiste osnovne potrebe, na stranišče, uno tretje, kar je za vas najlažje. Recimo o teh stvarih v razmišljanju znotraj sebe je pa verjetno za nas lažje, ker nismo toliko obremenjeni s svojim telesom, pa za vas težje. Tako da ta pesem je bila verjetno tam razmišljajoče. Seveda pa poj, tle zraven še druge izkušnje, ki sem jih pa doživel ob tem. Poleg tega, da sem se ločil, da sem imel druge težave, da se je hiša gradila, da sem mogel nekako svoje življenje prilagoditi tem razmeram. To pa vsi tisti, ki so me spremljali in ki ste mi pomagali, veste, to ni bilo tako lahko. Da se kar naenkrat moraš odreči vsem tistem družinskim izletom. Jaz sem bil športnik, športu. Kaj sem? Kup je takih stvari, ki so pomembne, do takrat pomembne, in sem jih mogel pač opustiti. To je bilo težko. Seveda, če si pa ti to skozi govoriš, kako ti to manjka, potem ti bo res to manjka. In mogel sem se prepričati, da mi to ne manjka in poiskati nekaj novega. In moram reči, da nekaj časa sem iskal, potem sem pa res videl, kako sem pesmi napisal, da sem to najdel v sebi. In kot bi si rekel, sem začel razmišljati in se pogovarjati s tistem znotraj sebe. In ker sem ustrajal, je uspel. Verjetno, če ne bi ustrajal, ne bi bilo to to. Med nami živi toliko invalidov. In toliko je nesrečnih, ravno zaradi tega, ker ne znajo narediti črto. Ker ne znajo potegniti črto in odmisliti tisto, kar so zgubili, in štartati na tisti nuli, kot da tistega ni bilo. In to je pa težko. To je pa pravzaprav srečnje, lahko in mislim, da tle med nami sta dva, Boris Šter slikali iz Tržiča, Revi Gostilniča,
in je tudi bil zelo uspešen, pa imamo vse podal. Željko Vert, gradbene tehnike iz Kočevja, tudi slikare iz Usti. Zdaj pa življa celo domovino v svoje slike. Skratka, če človek straja in če je v tebi, seveda, jaz moram reči, da sem eno veliko srečo, da sem ravno ko meni našel ogromno dobrih prijateljev, ki sem jih pomagali. In to mi je pravzaprav tudi bila tista odskočna deska, ki pa je bil plus na tisti črti. Tako da, no to bi bilo jaz. Hvala lepa. Morda bi bilo treba obrniti rek, ki ga poznamo že iz šole, ne? Zdrav duh v zdravem telesu, da bi rekel telo v duhu. Ker čim razmišljamo zdrav duh v zdravem telesu, potem, če se enkrat nam zgodi nekaj takega, pa pravi, da se drugim nam ne bo, ali pa pol izmed nas, potem smo že utrudili. Bi pa šel naprej s pesniško zbirko, ki ima, kar me je zelo presenetilo, letnico ravno tako kot prejšnja, Perutnice, in ko sem tole v roke vzel z pesniškega stališča izjemen napredek. Če je bila ta pesem, ta zbirka Ritme srca mi tako dragocena, ker se loteva določenih idej in razgalja, razkriva, je pa tukaj šlo za tak premik proti taki zahtevnosti, da sem bil skoraj v supu. Začne se z gloso, in to z gloso z motom, ki je vključena kot refren, kar je izjemno zahtevno, potem celo s sonetnim vencem in s celo kupico sonetov z rimov v stilu Prešerna, zmernjavo oklepajoče prestopne, da ne rečem o samem ritmičnosti verza, dolžini verza in izjemno natančno napisano in bi kar prebral iz tukajle, sem si eno okrožco zataknil, 13. sonet iz sonetnega venca. Morda bi šel k tem, ki niste brali, naslov sonetnega venca Zmaga. Saj roža sledno nežno dušo gane, otrplega pospremi v večno spanje, pripravi mehke prste na igranje, odsotne drami od noči zaspane. Lebdeči cvet pa čaka na izbrane, mlad išče si odgovor na vprašanje o smrti, ki pomeni jim iskanje, na želje, ki še niso razprodane. In že zmage zarja težki boj dobi, me upominja, vleče me na bolje, v srcu pa je večni up, ki tli in tli. Zdaj je še dolga pot na to pogorje, kjer cvet miru najlepši tam se sadi. Sam sem posadil rdečo rožo v polje. In tukajle bi moral reči naslednje, da gre za izjemno srečanje s Prešernom in kot na koncu zbirke preberemo, mislim prav, da to preberemo tudi z nedavno preminulim pesnikom, s katerim sta se očitno srečala, Zajca. Iz dela pisma Danetu Zajcu, avtorju. Dragi Benjamin Žnidaršič, pišeš poezijo, da bi skozi poezijo gledal svet. Pravzaprav pišeš o svetu, kot ga gledaš, da ne bi videl sveta okoli sebe, da bi pesem pripovedovala o tebi in tebi o sebi. Dragoceno je tvoje upanje in zaupanje v svetlobo in nekakšen izsanjan svet. Upaš, da te bo sprejel in da te že sprejema. Tvoj tihi boj s sencami, ki jim ne moreš podlegati in katerega vsak zase pozna. Tvoja misel, da je pot, ki jo hodiš, pot na goro razsvetljenja in nagrade. Tvoje hrepenenje po ljubezni in po človeškem dotiku. Dane Zajec. Odkot ta premik in ta izjemni napredek in srečanje z dvema klasikoma slovenske književnosti s Prešernom in Zajcem? Ja, ta moja pesniška zbirka je pravzaprav eno iskanje. Takrat sem pravzaprav hotel biti boljši. Preprosto, takrat, ko me je Torkar popljuval,
sem rekel, Madonca, pa zakaj ne bi probal pa jaz, sej, če se kdo drug kaj naučil, se bom pa tudi jaz. In takrat sem res zelo dosti razmišljal v sonetu. Ti moram reči, da sem po noč sanjal v sonetu. V verzih sem sanjal, ne moč verjeti, kako sem bil noter, kako sem študiral, kako sem bral, res sem to. In takrat sem, pač, ker sem živel takrat v domu upokojenca v Kamniku in je imel mamo tam Mile Korun. Mile Korun mi je enkrat prinesel eno knjižico, ker je njegova hčerka tudi pesnila, takrat še nima nima znana. In mi je prinesel rekel, lej, tle imaš od novaka knjižico, pa so pesniške oblike sveta, pa se uči in študiraj. In jaz sem tisto pesniško obliko premeral, študiral, zloge študiral, kako bi jih obračal. In z tega pravzaprav, čeprav zdaj, ko poslušam, bi napisal drugače. In se vidi včasih v kakšnem sonetu tista prozaičnost, ki ne paše zraven. Ampak to je stil nekega začetnika in jaz se zavedam tega, da nisem... Je pa bil tista glosa, ki si omenil, ta glosa je bila pa, se mi zdi, malo, za tiste časa kar v redu, no, se mi zdela. Še posebno zato, ker se bere naprej nazaj. Ne vem, če so ti uporabil, to ne vem, če je že kdo napisal, da se glosa bere naprej nazaj, kar pa je izjemno težko, ker mora biti nekako smisel jed in na to sem bil nekako ponosen. Ta knjiga je bila pravzaprav moje srečanje z klasiki in z klasiko in z pesniki slovenskimi. Skozi to knjigo sem se spoznal in sem dober prijatelj postal z Tonetom Kuntnerjem, z Nežo Maurer. In skratka, s stikom s temi pesniki sem čutil, da moram biti boljši in da moram študirati. In sem se trudil sem se. Zdaj moram reči, da več ne pesnim toliko sploh ne gre. No. Recimo, mojemu prijavljeno Janko, to sem za 40-letnico v eni uri napisal sonet, kar verjetno zdaj ne bi mogel niti v sanjah tega narediti. Jaz ne vem, mogoče bo še kdaj kakšna taka cajta zmanjkuje. No. Zdaj se imam pač druge stvari organizacijske in seveda zmanjka časa. Rad pa bi mogoče še kdaj. Jaz bi se tukaj zdaj šel na temo. Zdaj sem malo tako. Moram reči, da ljubezen je ena taka lepa stvar, pa ne sam skozi žensko, kakorkoli že ljubezni med nami primanjkuje in dobrote. Tudi vse to je vse skupaj bilo zapravo ena in ista stvar. Ljubezen na dobrota. Ta ljubezen, zdaj doživljam to skozi mojo hčero, evo, tam je sta svantam in mi je prav veselje, ker vidim, da je ljubezen. In tudi verjetno je vsak oče vesel, ker vidi, da gre naprej stvar. Jaz sem v svojem življenju skozi trpljenje spoznal pravzaprav to stvar. Moram reči, da je to, ker sem bil na svojih lastnih nogah, nisem niti o tem razmišljal. In potem, ko sem prišel v domu upokojencev, kot si rekel, in sem skozi tisto svojo sobco pregledal parčke, ki so se sprehajali po Kamniškem korzu ob Nevrci. In takrat je ta pesnica nastala, ker sem videl dva parčka, ki sta se sprehajala tam ob Nevrci. Sem pač razmišljal tudi o tisti svoji ljubezni. In o tem, pravzaprav zakaj sem na svetu. In kaj pravzaprav je to moje življenje v življenju drugega. Ne? In seveda, jaz bi lahko takrat, sem seveda tudi že razmišljal, da bi naredil samomor in vse sorte. Zato, ker mi je bilo preprosto vsega dolje glave. Ob tem, da sem mu poškodil hrbtenice, so mi ledvica odpovedala in to so strašne muke in težave, ampak
ne zaradi tega, da se ne bi želel živeti, ampak zaradi tega, ker sem se nekako naveličil od tega stalnega trpljenja. In potem skozi to nekako človek začne razmišljati, zakaj je, in ko postaneš koristen, takrat pa vidiš, da velja ustrajati. In potem, ko si enkrat koristen, te življenje kar posrka v sebe. In potem nekako se stvar uteče in normalno živiš s tem isto izkušnjo, ki jo pravzaprav imaš iz pogovora samim seboj. In z tega pravzaprav sem se nekako lotil zapisovati to v tej svoji knjigi Govorica življenja. In tukaj noter ta knjiga je začela nastajati prav v domu upokojencev. Ampak skozi ene zapiske in pred temi 5 leti je bila že nekako napisana, pa sem jo dal enemu slavistu za pogled, pa je rekel, veš kaj, da je pusti še za 5 let, da se medi. In od takrat moram reči, da je bila že mogoče 3-4 prepisana, pa še enkrat napisana, pa dopisana, to, da je zdaj to, kar je. In seveda, skozi svoje delo pa pridemo do te ljubezni in skozi to, da en drugemu vedno nekaj damo in s tem dajemo obvezo, da bo tudi tisti, ki je dobil to, dal naprej. In s tem pravzaprav je ta zanka dobrote nekako vedno aktualna, vedno se širi in vedno med nami postaja nekaj dobrega. In mislim, da je to, takrat, ki je pisala Mehnica Sebov, da bo Manca Košir napisala za žalovodnik in se mi zdi, da se mi predstavitve knjige povedal, da mislim, da je zadeva tisto v bistvu, kar sem hotel s to knjigo povedati. Dobrota. Hvala. Jaz sem še eno zlato rožco tudi možem v zlatih perutnicah. Pa bi še tem prebral, ki so se zaustavili te rožce. Zlate perutnice. Skozi okno v svet me žarek sonca vabi, drhtečih rok želim si tam v jato ptic. Želim, da dale bi mi zlatih perutnic. Je duh, ki v meni pravi mi pozabi in vetrič blag iz te prelepe slike mi stresa misel svetlo in veliko, čeprav le slutim njihovo obliko, mi daje roke krhke kot trstike. Prav to, kar tu znotraj polno mi lebdi, ki daje občutek mi velikih rok, da bi podaril drugim še lastni sok, z rok obroč peruti sonce naredi, mi da občutek veličastne sreče, da ne bojim se svoje temne ječe. Jaz bi pri tem besedah prešel na nekaj drugega, ker zelo lepo tudi samo govori o tem, na nekaj, ki se je zgodilo tako bliskovitega kot pesmi. Tako bliskovito kot pesnik se je postal slikar. In ko gledam, če gledam spet to prvo pesniško zbirko, pa drugo, pa knjigo Govorica življenja, pa gledam slike, se mi vse skozi prešinja ena misel, da gre samo za ukvarjanje z nekimi mislimi, idejami in prva zbirka se razlikuje samo po tem, da je stilno malo bolj okorna, ampak miselno pa mislim, da ne. In bi vprašal, kako se je zgodil ta prehod in kako sam dojemaš to različno umetniško ustvarjanje, ki se nam ga poklonil, vključno s to knjigo, ki si mi jo dal za darilo. Ja, slikarstvo ni deleč od pesništva, to vsak umetnik dobro ve, ne. Jaz tudi, kot vidiš iz ilustracije po knjigah, sem se ob tem, da sem pesnik, tudi vedel, da sem čutil slikarje.
In moj dober prijatelj, tudi skrb sva bila takrat na rehabilitaciji, je bil Milan Bizovičar. Vsi ga poznate kot ilustratorja Bobrov, Cicibana in tako naprej. In ta človek je z mano pravzaprav bil na obnovitveni rehabilitaciji. Mi dva so ratala zelo dobra prijatelja in on mi je tudi ilustriral prvo pesniško zbirko. In to je izjemno. Ja, ne, kot je, on je pravzaprav se ponesrečil z avtom in je tudi čutil, da mora slikati in je toliko časa drilal in matril se, da je njegova roka začela svedelati in je začel slikati in slika še naprej. Moram reči, da ga zdaj že nekaj časa nisem videl, ampak potem skozi drugo pesniško zbirko sem pa srečal Kitajko, v Sloveniji Van Kujči, ki pa mi je takoj bila pripravljena ilustracija, da je pa spet malo po svoje naredila. Je rekla, da naredim brez da knjigo berem, ali da jo berem, da se neko brez da knjigo bereš. In moram reči, da je moja mama malo zmotil, ki je naga ženska noter, ampak ne, ta knjiga je bila kljub temu posvečena takrat moji mami. Mislim, da je bilo lik za 50 letnica, ali za 60. Zdaj se ne spomnim točno, ali za 60. Skratka, skozi moje pesništvo je nastajalo tudi moje slikarstvo. In potem, prej smo predstavili naštevali, da vodam kulturo, pa zvezimo reči, da zdaj spremljamo malo sem reči, da polis vodi kulturo, da pač imam druge zadolžitve in da skozi to, kar sem organiziral, te likovne naše delavnice, nas je pot pripeljala v Semič v Belo krajino, kjer imamo vsako leto likovne delavnice in seveda kot organizator sem mogel tam s temi slikarji preživeti cel teden. Ne? In te prvi dan je še nekaj pošlo, ker je bil cviček dober in je bilo tudi kaj za pojest in tako naprej. Ta drugi dan je šlo že težje, zato sem se tega naveličal. Ta tretji dan sem pa že prejel tudi jaz čopič usta, sem rekel Madonca, pa če ti slikajo, pa zakaj ne bi jaz Željko tam slikal in je dimnik, sem jaz del tako fajn slikal, kako je dober slikar, kako to lepo, kako to more. In potem sem sam probal en akvarel naredil, pa se je barva kar malo razvila. Pa smo probali s kakšno risbico. Moram reči, da je Dragica še neke tempere ponajdala od otrok, ki so z meni hodile v dom, so imeli zmeram barvice do vse. In moram reči, da ima ta izredni talent. Zdaj ne vem, a imam jaz po njih, ali one po meni. Skratka, zgleda, da nekaj je, no. Nekaj je bilo in zgleda, da je bilo treba iti na Češnjo, da padem dol, da radam slikar. Zdaj, če je za to dobro, da nekako v življenju zrastem, potem, hvala Bogu, živala Češnja. Tako da to slikanje pravzaprav je pa zdaj preraslo, zdaj že kar v strast. Ker pa je včasih, ker malo moteče jaz vsak večer po 8 uri se usedem, oziroma v dnevni sobi, nimam niti svojega ateljeja, tako da je pravzaprav zdaj celo stanovanje, zdaj cel atelje ratar, in ne moram poskrbeti, da bom tudi mu kje slikati, ker to, kar je zdaj že malo preveč tudi razstav. Eno imam zdaj v Italiji, ena se pripravlja v Vojašnici v Ljubljani, eno, ne vem, niti ne vem več, kje so vse moje slike. Skratka, imam pa eno veliko srečo, da sem ratov član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z Ustija Revami, tega člana tudi Željko, kjer pa imamo eno izredno priliko, da se pokažemo po svetu. In se mi zdi, da je naša grupa, enih zdaj 10-15 slikarjev, ki slikamo z Usti, najboljša na celem svetu. Mislim, da take kompaktne grupe ni nikjer na svetu, zato ker se srečujemo vsak mesec, ker se likovno dopolnjujemo, ker si povemo vse, kar mislimo, ker se znamo skregati, ampak drug dan ali pa takoj naslednjo uro smo vsi dobri prijatelji in mislim, da to je možnost za velik napredek in da pravzaprav lahko tudi invalidi v svetu oziroma v evropskem merilu marsikaj lahko povemo tudi drugim.
Pred enem mesecem smo tudi ustanovili Evropsko zvezo paraplejkov, kjer sem bil tudi slovenski delegat. In mislim, da invalidi slovenski niso čisto slabše organizirani kot evropski, razen da imajo mogoče evropski malo več denarja. Smo pa drugače invalidi kljub temu, da nas po medijih sem pa kaj gledaj, ki še popluva, zelo dobro organizirani. Sicer pa, zdaj smo že zašla iz teh slikarskih vod. Nisem omenil tudi to, da ob slikanju sem imel kar nekaj mentorjev. In moram reči, da sem tudi mogoče malo sreče, da sem se znal lotiti stvari. Če sem se pri pesništvu matril sam, oziroma sam študiral, sem si tukaj pa poiskal mentorja, ki pa mi je pravilno usmeril. Mislim, da sem vsem tistim, ki so mi pomagali, res hvaležen. Prvi je bil iz Trbovelj Benjamin Kraže, ki mi je pravzaprav takrat, ki sem v Semiču prvič povedal, kako naj nekaj delam. Bil je tudi Lojze Capuder, predsednik Likovne zveze Slovenije, ki je že umrl in so marsikaj načrtvala, kako bomo spremenili, kako bomo kaj novega naredili. Potem je bil Jože Potokar, ki mi je prvič seznanil z grafiko. Tudi grafiki sem se probal. Potem zdaj sosed moj je zdaj Rajko Čavševič, ker pa pove, da vsakokrat ob kofetu se pogovarjamo o slikarstvu in razmišljamo in si kažemo skice. Tudi Željko Skočevja zdaj večkrat k meni hod, tako da je življenje povezano s slikarstvom in potem seveda z tega tudi ratajo rezultati. Če bi pogledal svoje prve slike, ki sem jih delal pred cirka 7 leti, ko so bili še poskusi akvarela in tako naprej, pa zdaj, ko grem v bolj specialne vode, jaz bi rad impresionist, to me nekako pritegne. Za impresionizem pa je čas, ker je treba slikati v plasteh in moraš suho na suho delati in je treba le počakati, slike nastajajo malo tle časa, mi imamo pa preveč nastaviti, tako da je treba kar drugače delati. Tako da delamo zdaj proskovno in vse sorte, tako da so slike čim prej narejene. Sicer moj, če se to mogoče moje prihodnosti, mislim, da bo impresionizem tisti, ki mi bo pokazal naslednjo pot, naslednje sledi. Hvala. Jaz bi zdaj se vrnil čisto na začetek. Preden se je uradno ta pogovor začel, sva se pogovarjala in ko sem rekel, da te bom spraševal, se je rekel, če se bova pogovarjala o tem, kako so igrala košarko. Potem sem pa sam rekel, če se še spomniš, kako smo na Komenski Dobravi imeli delovno akcijo, brigado, zniva ravno brigada, ampak za komenške razmere je bila dosti velika. In si potem na koncu rekel, da nič več ne bo tako, kot je bilo, nobena stvar in nič več. In bi rad to iz Zlatih porodnic, sem že toliko, mislim, da je to zelo izjemno povedan, prebral. Nikoli več prvič. Nikoli več ne bo kot prej nekoč. V prsih bolečina je prikrita, solzami podoba je prelita, prepevan tiho kot brodnik skozi noč. V žalosti izgubljen je dvojni lik, ves čas vrtnice nosi mi beseda, neznana moč voščenega pogleda, v srce me bode kot čebelji pik. Slovo spomini išče si poti, se pred očmi zibljajo obrazi, sedanjost se kar pod kožo plazi, prihodnost naj zviharji se vrti. Izgubljeni čas, berač sem tvoj pojoč, nikoli več ne bo kot prej nekoč. Nikoli več drugič.
Nikoli več ne bo kot prej nekoč izgubljeni čas, berač, sem tvoj pojoč. Prihodnost naj z viharji se vrti, sedanjost se kar pod kožo plazi, se pred očmi zibljajo obrazi, slovo spomini išče si poti. V srce me bode kot čebelji pik neznana moč voščenega pogleda. Ves čas vrtnice nosi mi beseda, v žalosti izgubljen je tvoj lik. Prepevam tiho kot brodnik skoz noč, s solzami podoba je prelita. V prsih bolečina je prikrita, nikoli več ne bo kot prej nekoč. Ja, ta pesem je bila pa v srce zadeta. Ta pesem je bila napisana mojim dvem hčeram takrat, ko sem se ločil. In ta čebelji pik je bila zguba mojih otrok. In ta voščeni pogled in prekriti liki in te prispodobe, ki sem jih opisal, so bile pravzaprav namenjene mojim hčeram. Dvojni lik, dve hčere in nikoli več enkrat, nikoli več drugič in naprej nazaj. In to je bilo pravzaprav. To je bil prvi poskus nekje sonetov. In takrat sem se pravzaprav začel s tem sonetovati in študirati malo bolj. Potem je začel sonetni venc, ki pa mi ga je stalno in vsak dan pregledovala Zora Brgantova. Moja dobra in zvesta spremljevalka v domu upokojencev, zdaj ima Brgantova gospa čez 93 let in razmišlja še bistro kot pred 50 leti. Skratka, ta ženska mi je pregledala vsako besedo, ki sem jo napisal in me spodbujala pri vsakem verzu in pri vsakem pesmu. Skratka, takrat se mi zdi, da sem znova v domu dobil ogromno enih novih izkušenj. Človek bi pričakoval, da pride v domu umret. In sem bil presenečen, da sem jaz pravzaprav prišel v domu upokojencev v Kamnik živeti. In sem prišel, verjetno, da malo kdo pride tam znova, ampak jaz sem prišel. In kljub temu delam pravzaprav tudi drugače navzven med ljudmi reklamo, da se ne bojijo iti v dom. Ker če razmišljajo s čilo glavo, ni tam nič hudega. In se da marsikaj dobrega. Če sem jaz kot takrat 27-letni, pač oziroma 30 prišel v dom, verjemite mi, da mi ni bilo težko in prav, da mi ni bilo lahko in da tako kot je bilo moje, kot sem rastel skozi to, ko so nastale tudi moje pesniške zbirke. Če se v prvi, kot si rekel, čuti trpljenje, tesnobnost, seveda, kaj pa ne bo drugega, če prideš v dom, da si tesnoben, da se slabo počutiš in pač takrat je bila to zame najboljša rešitev. In zdaj sem hvaležen, da mi je pač ta dom upokojencev življenje prineslo na platno pred mano in mi je pravzaprav tudi pomagal. Tudi skozi življenjske izkušnje, ki jih te ljudje po domovih imajo. In sam žal mi je, da nisem te življenjske izkušnje zapisoval, ker se mi zdi, da bi bil to lahko bestseller. Ker te ljudje, kar poznajo, kar vejo, kar so mi pripovedovali, imajo v sebi toliko enih sporočil, ki pa jih mladi prvo lahko zavržemo. Moram reči, da tudi jaz prej nisem o tem razmišljal in bolj se človek stara, bolj se ti zdi, da imaš eno sporočilo, ki ga moraš mladim povedati, ob tem te pa mladi ne poslušajo. Verjetno, da bo tudi zmeram tako, da ne bo drugače in da se bomo mogli vsi znova tako mladi vseh svojih izkušenj nekaj naučiti. Noben ne more nobenemu eno izkušnjo naprej povedati, ker mu ne bo noben verjetno. In tudi vsi, ki smo eno pot prehodili, verjetno ne bi nikoli zamenjali za drugim. Že v tem rezumeju sva se strinjala, mislim, da pač za pogovor ne bo dovolj časa se človek govori, potem zdaj pa ne more nekaj, ne more biti konca. Ampak ga moramo narediti, zato bi
rekel tvoje besede za občinstvo, za konec. Ja, ponosen sem, da sem bil med vami. Da sem bil enkrat konečer. Mogoče že, da je pride caj, da pride na glas. Pa hvala za pogovor. Hvala. In še Francis Taletov, ker je bila ta slika pravzaprav narejena po njegovi fotografiji, ki še sam ne ve, rekel, kje je, da bi prid pokazati. Evo, Franci, to je po tvoji, sam izsek iz ene tvoje fotografije. To je pa depala. No, vidiš. In to sliko bi jaz rad, gospod Kepic, podaril občini, da bo imela en spominček name in da se boste spomnili, da imate enega slikarja z usti, ki vas bo zmeraj rad. Bom pa par besed kljub temu rekel. 20 let, kot sem prebral, je vašega novega življenja. 27 je bilo tistih, ko je telo budilo glavo, verjetno, ker to so bila mlada leta in to se nam rado dogaja. Zdaj pa glava je tista, ki je glavna in tista, ki vodi. In to, kar ste nam danes povedali, in to, kar ste nam pokazali s svojimi slikami, s svojo poezijo, s svojim življenjem, je tisto, kar upam, da, in sicer ne želim, da bi do teh izkušenj prišel, ampak pokazali ste, da je življenje tudi kot telo večne stvari in še bolj plodno življenje. In jaz vam želim, da bi ta del vašega novega življenja trajal čim bolj časa, da bi še ustvarjali in bo nam tudi v velik ponos, če boste večkrat prišli med nas v Komensko občino, v Komensko faro in če boste pa kdaj najdel spet željo živeti med nami, pa zelo dobrodošli. Še enkrat pa najlepša hvala za to in upam, da bomo najdeli lepo mesto, kjer lahko se že spomnili na vas in na vaše plodno stvarjanje. Hvala. Ja, ne. Franci, zdaj bo pa Franci povem, kje točno je to. To je v Depani vasi. Sprav drugega tanka, neko je bilo že trpno. Ja, jaz sem mislil, da so skrbno. Ja, jaz se je podobno. Ja. Veliko nismo pa letno. Ne, to je v Depani vasi, se še zmeraj, zelo znam. Sam Kozovcem. So mesta nekako povezana s tem, kar delam, oziroma s tem, kjer sem živ, razen kakšne krajine. Jaz vam nimam kaj več povedati. Mislim, da smo nekaj povedali, da vam bo še kakšna misel ostala za naprej. Ja, ti si bil tak fotogeničen za dobro. Zdaj pa mogoče res čas za nazdravmo. Predlagam, da nazdravmo na naše... To je planina, to je vino, to je pa sok, tako je mešano. Za zdravje. Dajte na zdravje tukaj, no. Kaj se bojite tam zdaj?
Thank you.